Število upravičencev do denarne socialne pomoči v Pomurju je iz leta v leto višje. Korona kriza pa je poleg tega v Pomurju doprinesla tudi k višji številki registrirane brezposelnosti, pa tudi naraščanju primerov nasilja in stisk v družinskih in partnerskih odnosih. Na Centru za socialno delo Pomurje ugotavljajo, da se je število upravičencev do denarne socialne pomoči v lanskem letu v primerjavi z letom 2019 povečalo. Več težav pa opažajo tudi na področju partnerstva in družinskih odnosov. Na Centru za socialno delo Pomurje ugotavljamo, da se je število upravičencev v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečalo. In sicer za približno 7%, če govorimo o upravičencih do denarne socialne pomoči. V letu 2019 je bilo približno 91 tisoč upravičencev do denarne socialne pomoči, v letu 2020 pa dobrih 97 tisoč. Ugotavljamo pa tudi, da se povečuje število upravičencev do izredne denarne socialne pomoči za približno 6%. Tako je bilo v letu 2019 približno 16 tisoč upravičencev do izredne denarne socialne pomoči, v letu 2020 pa približno 17 tisoč. S tem smo naredili tudi primerjavo z januarjem 2020 in pa z januarjem 2021 in pa ugotovimo, da je število upravičencev do denarne socialne pomoči letos januarja za dobrih 10% višje kot lansko leto v mesecu januarju, upravičencev do izredne denarne socialne pomoči pa za dobrih 12%. Tudi na področju partnerstva in pa družinskih odnosov opažamo porast težav. Vse to pa posledično vpliva tudi na to, da je vse več razpadov zakonskih zvez oziroma zunajzakonskih skupnosti. Marsikateri konflikt med partnerjema se je v času epidemije poglobil, vse več je tudi nerazumevanja med partnerji, saj so dejansko sedaj bili primorani več časa preživeti skupaj, medtem ko so v preteklosti, se pravi pred epidemijo, je bilo teh stikov manj, saj so bile službene obveznosti, šolske obveznosti, tako da so nekako lažje shajali. Pa tudi sicer ugotavljamo, da imajo nekateri starši težave, ker so vzgojno nemočni. Zelo težko pomagajo svojim otrokom pri izpolnjevanju šolskih obveznosti pri šolanju na daljavo, tako da je res nujna pomoč Centra za socialno delo, da take družine, take starše krepi in jim nudi podporo. Zato smo tudi mi te naše programe, dodatne programe, ki so namenjeni krepitvi družin, podpori družin in se izvajajo pretežno na terenu, tudi v času epidemije izvajali, saj smo ugotavljali, da so ti programi res nujno potrebni za naše otroke. Kar pa velja omeniti pa še to, da ugotavljamo, da se je tudi na področju nasilja v družini število primerov znatno povečalo. V letu 2019 smo imeli 92 zadev na področju preprečevanja nasilja v družini, v letu 2020 pa kar 115, to je za dobrih 20% več, kar je pa velik porast. Tudi število intervencij izven našega poslovnega časa, se pravi intervencij, ki jih na klic policije opravi naša interventna služba, se v letu 2020 znatno povečalo in sicer za dobrih 30%. Za vsako težavo pa se lahko najde tudi rešitev. Vsekakor se treba pogovarjati, reševati tudi tiste majhne konflikte, s katerimi se soočamo vsak dan in pa veliko delati na sebi, se sproščati, iti v naravo, če pa že pride do take situacije, da se komu zdi, da je nerešljivo, smo na Centru za socialno delo odprti in bomo z veseljem pomagali prebroditi tudi take stiske.
Tudi otroci so bili zelo prikrajšani do socialnih stikov v času epidemije koronavirusa, zato je Center za socialno delo svoje dodatne programe namenjene podpori družin izvajal tudi v času epidemije. Izvajal pa je tudi programe namenjene mladim v okviru kriznega centra za mlade, so še naprej izvajali dodaten program Dnevni center Kekec. Otroci so res zdaj že veliko časa zaprti med stene, veliko časa preživijo pred računalniki in res opažamo, da pogrešajo družbo, da pogrešajo sovrstnike in nenazadnje, da pogrešajo tudi šolo. V okviru našega centra deluje krizni center za mlade in tam izvajamo mi tudi dodaten program, ki se mu reče Dnevni center Kekec. Ta program je v bistvu namenjen ravno otrokom in čeprav je bila epidemija, smo ta dnevni center oziroma dejavnosti v okviru tega dnevnega centra še vedno izvajali, seveda ob upoštevanju vseh teh ukrepov, zaščitnih sredstev, kar pomeni, da nismo mogli naenkrat sprejeti večjega števila otrok, ampak je bilo to število manjše in smo jih potem tako razdelili, da so lahko kljub temu prišli v naš dnevni center, se družili in da smo jim tudi potem pomagali. Kar pa se tiče starejših, pa tudi na področju varstva starejših ugotavljamo, da prihaja do stisk. V nekaterih primerih se starejši obrnejo sami na nas, vse več pa je takih primerov, ko se na nas obrne neposredno nekdo iz okolja, kar je izjemno pohvalno, da opazijo stiske starejših v lokalnem okolju. In če mi dobimo takšno informacijo, se nemudoma odzovemo, gremo na teren in skupaj z drugimi deležniki v okolju potem poskušamo poiskati neko rešitev, da lahko umilimo, ublažimo stisko naših starejših. Je pa res, da na 3 enotah našega centra, to je v Ljutomeru, v Lendavi in v Gornji Radgoni, izvajamo storitev pomoč družini na domu, kar pomeni, da naše socialne oskrbovalke, ki so pri nas zaposlene, obiskujejo starejše na domu in jim nudijo predvsem pomoč pri temeljnih opravilih in pa gospodinjsko pomoč. Tako da jim v bistvu pomagamo tudi na ta način. Zlasti v Ljutomeru se je potreba po tovrstni storitvi, se pravi pomoči družini na domu, v zadnjem času, sploh v tej epidemiji, res znatno povečala. Ob tem velja izpostaviti, da epidemija na višino denarne socialne pomoči ni vplivala. Vsekakor to vpliva tudi na socialno stisko naših uporabnikov. Res je sicer, da v Pomurju ugotavljamo, da je število upravičencev do denarne socialne pomoči res iz leta v leto večje in da mogoče ni takega drastičnega porasta na tem področju v času epidemije. Na drugih področjih, kot že rečeno, zlasti na področju preprečevanja nasilja v družini in pa težav v partnerskih in družinskih odnosih, pa menimo, da je tudi epidemija doprinesla svoje, da je število zadev na teh področjih naraslo. Zdaj, sama epidemija na višino denarne socialne pomoči ali višino izredne denarne socialne pomoči ne vpliva, s tem, da pa so zaradi epidemije možnosti vlaganja vlog za izredno denarno socialno pomoč. Sicer pa na samo višino epidemija ne vpliva. V ta namen, da se omili stiska najranljivejše skupine oseb, so bili sprejeti drugi ukrepi v okviru teh protikoronskih zakonov. Stopnja registrirane brezposelnosti je v Pomurju najvišja, plače in pokojnine pa v primerjavi z ostalimi regijami nižje. Kakšen je razlog za to? Ja, to so dejstva in ta trenutek je mogoče težko vrednotiti, zakaj je tako. Drži, da je stopnja registrirane brezposelnosti v Pomurju med najvišjimi, da sta tudi plača in pokojnina najnižja. Morda lahko to pripisujemo temu, da je manj vlaganj v gospodarstvo v Pomurju in da se vse mogoče bolj skoncentrirano vlaga v ostale regije v Republiki Sloveniji. Tako da si želimo, da bi tudi v Pomurju počasi začele padati te številke, kar se tiče registrirane brezposelnosti, pa tudi števila upravičencev do denarne socialne pomoči.